Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit postopek, s katerim skušata stranki ob pomoči mediatorja doseči mirno rešitev spora. Mediator je strokovnjak, ki skrbi za nepristransko in zakonito rešitev spora ter je usposobljen za izvajanje mediacije. Ponavadi je mediator sodnik, psiholog, odvetnik, socialni delavec ali drug strokovnjak. V zadevi, ki jo vodi, sodnik ne more biti hkrati tudi mediator, prav tako ne more biti odvetnik hkrati mediator in pooblaščenec stranke. Vsi podatki, ki se obravnavajo v postopku mediacije ali so z njim povezani, so zaupni. Postopek daje strankama možnost, da se pogovarjata tudi o osebnem in čustvenem vidiku zadeve, kar pri sojenju praviloma ni mogoče. Mediacija temelji na rešitvi spora z obojestranskim popuščanjem. Ker ni potrebe po izvajanju dokazov, je spor mogoče rešiti ceneje in hitreje kot v sodnem postopku. Mediacijo na začetku sodnega postopka strankam ponudi sodišče, lahko pa jo med postopkom predlagajo tudi stranke same. Tina je zoper sosedo Aljo sprožila sodni postopek za določitev meje med njunima nepremičninama. Po pozivu sodišča sta obe dali soglasje za mediacijo. Mediator je sklical mediacijsko srečanje, ki sta se ga Tina in Alja udeležili skupaj s svojima odvetnikoma. Na srečanju mediator povzame stanje zadeve in s strankama razpravlja o vseh vidikih spora ter s svojim znanjem in svojimi veščinami pomaga pri iskanju rešitve. Tina in Alja sta se na koncu mediacijskega srečanja dogovorili o poteku meje, plačilu stroškov povezanih z določitvijo meje ter o plačilu sodnih stroškov. Mediator in odvetnika strank so sestavili osnutek poravnave. Mediator o dogovoru obvesti sodišče, ki ga nato pregleda in razpiše narok za sklenitev sodne poravnave ali predlog poravnave pošlje strankam v podpis. Ko je sodna poravnava sklenjena, zavezuje stranki enako kot pravnomočna sodna odločba. Zoper sodno poravnavo namreč ni mogoča pritožba. Mediacija je v družinskih sporih v celoti brezplačna. V civilnih sporih so brezplačne prve 3 ure mediacije, v gospodarskih sporih pa je ta v celoti plačljiva. Vsaka stranka sama krije svoje stroške mediacije. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.